Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mesec december, čas, ko se leto počasi zaključuje in ko ljudje, še posebej podjetniki, začnemo razmišljati o tem, kaj nam je uspelo in kje smo zašli s poti. To je čas intenzivnih pričakovanj, novih zaobljub, pa tudi skušnjav, ki si jih morda niti ne zavedamo. In sredi vsega tega, se vedno znova pojavi ena najmočnejših iluzij sodobnega časa, in sicer mit o hitrem zaslužku. Nekaj, o čemer gospod Žmavčič piše tudi v svoji knjigi Skrivnosti in pasti trajnega uspeha. In prav v tem obdobju črnih petkov, praznične potrošnje in poplave obljub o instant rešitvah se zdi, da ta mit postaja še bolj izrazit. Gospod Marcel, zakaj mislite, da se vedno znova ljudje ujamejo v ta mit o hitrem zaslužku in iluzijo, da bodo v novem letu vse obrnili čez noč? In kaj je pravzaprav v ozadju te potrebe po instant rešitvah? Dober dan. Ja, to je zanimivo vprašanje, vedno aktualno. V bistvu, ko se približuje novo leto, se tudi stopnjuje evforija. Vse vemo, da so pritiski na prodajo različnih izdelkov in tako naprej, ne. Mene je recimo motilo pri mojem delu to, da v bistvu ob koncu leta, pa pravzaprav tudi prvi teden novega leta, nisem mogel nič pametnega narediti. Stalno so bili neki obiski, nekateri potrebni, veliko tudi nepotrebnih in vse. Tako da sem na koncu pol prišel do tega, da sem se najrajši umaknil. Vedno sem si, sicer zadnjih nekaj let itak nisem porabil nikoli celega dopusta, ampak vedno sem imel planiran del dopusta na koncu leta in prvi teden, mogoče celo še del drugega tedna v novem letu, ker je bila to na nek način najbolj mrtva sezona, se pravi takrat, ko vsi prihajajo, saj ne moreš nič narediti, ne. In sem se lepo umaknil, sem vzel dopust in sem si pripravljal poročila, plane, da sem lahko v miru to naredil. Uh, uh, Tako da mi je to prav prišlo, po drugi strani tudi, ker ni bilo take več, v proizvodnji več ni bilo take gužve, mi smo ponavadi zaključevali, poskušali smo združiti, recimo, da smo še kakšne praznike vključili, tako da da so imeli vsi sodelavci nekaj prostega za počitek in se. Pa tudi pol na začetku leta se mi je prav zanimivo zdelo opazovati, ko sem videl, da moji sodelavci napredujejo in so vsako leto bolj samostojni in sem jim komot tisti del leta zaupal in sem bil prav ponosen na njih, v bistvu, ko sem videl, da delo teče brez mene, ker v bistvu jaz sem se že več let pripravljal, da enkrat sem vedel, da bo treba pač nehati in bolj neobremenjen nehaš, če vidiš, da stvar teče, ne, da si siguren. Tako da to je bilo, drugače pa seveda proti koncu leta, no, mogoče v zvezi s tem povem, da nekako v razgovoru med kolegi smo se večkrat pogovarjali, da so tri vrste ljudi, ne. Eni ljudje, sodelavci, v bistvu jim sploh ni treba reči, kaj bi bilo treba narediti. Oni sami vejo in mislim, nekateri so neverjetni, ko bi se rodili z temi, ne vem, kako naj to imenujem. Potem so ljudje, ko pač rečeš jim sodelavcem, da bi bilo dobro, da naredimo nekaj, ne, in oni to naredijo. Običajno te dve vrsti ljudi nimajo nobene panike ob koncu leta. Oni vejo, da so celo leto delali, da v bistvu pač se naredi, saj veste, dan ima 24 ur, nima več, niti na koncu leta, ne. Oziroma nam vzamejo še pa take stvari, kot sem omenil. Tako da te ljudje, kakor sem jaz doživel, niso nikoli bili panični. Vedno smo se lepo pogovarjali, kaj smo naredili, kaj bomo naredili drugo leto in vse. Potem imamo pa še eno vrsto ljudi, ko pa jim moraš vedno reči, kaj treba narediti. Oni bi vedno delali nekaj drugega kot tisto, kar je tisti moment potrebno. Vedno najdejo izgovore in tako naprej in enostavno moraš reči, lej, Jože, pač to je treba narediti, mora biti do takrat narejeno in vse. Te ljudje so pa skoraj vedno panični na koncu leta, zato ker niso bili
lahko so se mogoče tudi malo izmikali dela in tako naprej, niso bili uspešni, na koncu leta pa se, tisto delo se pa pokaže, slej ko prej, da ni narejeno. Ne? In to pa je Ja. panika. In jaz ne zavidam takim ljudem, ker se Ni mi bilo smilijo. doslednosti čez leto v bistvu, ne? Te Tako. doslednosti, ja. V bistvu ti moraš ravno obratno načrtovati, da na koncu leta ne boš mogel več nekaj narediti. Dobro, razen za panoge, ki imajo, ne vem, te črne petke in tako naprej. Oni pa so v tem delu leta skrajno obremenjeni, recimo, ne. Ampak za nas proizvodne tovarne in to pa je obratno, moraš računati s tem, da takrat ne boš mogel veliko narediti, ne. To se pravi, da je treba prej pač pripraviti od zalog in tako naprej in vse. In potem, ko narediš načrt, tudi lepo štartaš potem v novo leto bolj miren in vse, ne. Pa tudi, seveda, ljudje si delamo, ko delamo zaključek, delamo, aha, drugo leto začnem hujšati, imajo, ne. Drugo leto preneham kaditi, eni bojo prenehali piti, ne. Mislim, to so te zaobljube, ampak sej enim uspe, eni pa to premikajo več let, recimo iste te, tako da je pa že več niti ne jemlješ resno, ko vidiš, da se stvari ponavljajo, ne. Je pa to en tak moment, mogoče ga je za izkoristiti, ne. V bistvu mogoče te ljudje, ko res načrtujejo nekaj, če bi imeli malo ene podpore pametne, nekega terapevta ali pa ne vem, ali pa dobrega prijatelja, recimo, bi pa res mogoče jim uspelo, ne. A, Mm. sami pa težko, v bistvu. Ljudje, ki večkrat govorijo, da bojo nekaj, pa potem ni, težko, ki sami premaknejo. Pač tako praksa kaže, no ne vem, če se strinjate z mano ali ne. Se strinjam. In katera je tretja vrsta ljudi? Omenil ste dve, zdaj pa še ena je, ne? Ja, eni naredijo sami, eni naredijo, ko jim rečeš, da bi bilo dobro nekaj narediti, ta tretja je pa, ko jim rečeš, da morajo narediti, nekaj drugač ni. To so te Drugače. tri. Tako, mislim, imamo več karakterjev in vse, ampak to so nekje v praksi, pri našem delu, v naši panogi je nekje to, kar. Mm. Zdaj pa december je v bistvu tudi mesec iskrenega pogleda vase, a ne? Torej, kaj je delovalo, kaj pa nas je potegnilo stran od nekih zdravih temeljev. Katere bližnjice ali neke nerealne obljube so po vašem mnenju najpogostejše, ko podjetniki želijo na hitro sanirati neko stanje in zakaj se prav konec leta, recimo zdaj, ko smo ravno v mesecu decembru, povečujejo tovrstne izkušnjave? Ja, kot sem že omenil, mislim, ko govorimo o teh treh vrst ljudi, tudi med menedžerji ni nič drugače. Mislim, vi imate tudi menedžerje, ki so isto, vse sorte bi delali, samo ne tisto, kar bi bilo treba, in potem tudi oni imajo veliko paniko na koncu leta, ker vejo, treba je pripraviti poročila, vse se vse vidi, veste, iz bilanc in to. Eno spretno oko rabi minuto, 2 minute in vidi takoj situacijo, ki je, ne, in en vodja se ne more izmakniti, pač, da so drugi krivi in tako naprej, ne. In potem tudi, seveda, tudi njih, potem je to tudi tako, ne, saj veste, poročila berejo banke, ne, je potem od tega odvisna kreditna sposobnost in vse, ne. Potem, no, recimo pri meni je bil tudi ta pritisk, naše podjetje je enormno plačevalo raznih davkov, taks in vsega, po zaposlenem, če gledamo, ne, in jasno, ti moraš, si dolžen davčno optimirati in to isto moraš pred konc leta, oziroma ne, to moraš prej, ker investirati moraš že prej, normalno, ampak moraš pogledati, če se še da. Mi se nikoli nismo davkom izogibali in to, ampak vedno nas je pa bolelo, če smo preplačevali, kar smo tudi pogosto se nam je dogajalo, ne. Tako da je različni te so, ampak v bistvu bližnjic ni, ne. Če narediš nekaj, recimo, dobro, bom rekel, pri proizvodnem podjetju se lahko da nekaj štrikati, po domače povedano, z zalogami in tako naprej, ampak to se že naslednje leto vidi.
To, Mm. mislim, to je res tek na kratke proge, ki te ne. Jaz sem imel enkrat, smo imeli en sestanek z večjimi podjetji, kjer je bil naš večinski solastnik udeležen v lastništvu. No in na koncu je dal primer naše bilance kot ene čiste bilance, kjer ni teh nobenih takih skritih struktur noter. Ampak ni pa se zavedal, da je tudi on tisti, ki je pripomogel, verjetno, da so jih drugi imeli. Jaz sem pač nisem dovolil, da bi se, ker se mi, mislim, ne vem, sej 1 + 1 je 2, ne gre drugače, mislim. To je prav smešno, kako nekateri ljudje mislijo, da se da to, pač se ne da, ne. Ja, številke In, pokažejo realno situacijo, ne moremo ma jih ja, si zamišljati, ne? ma ja, seveda, niso elastične, so kakršne pa so, ne. Tako da ja, seveda, ker se leto izteka, potem normalno, ljudi zagra, pa se je tudi mene je panika grabila, da se razumemo, je tudi normalno, da pogledaš, če je še kaj takega, kar je res nujno potrebno, recimo, ne. Mi smo imeli stvari, ki, če nismo poskrbeli, da bi izpraznili določene stvari, ker smo delali na odprtem, nam je zmrzalo in potem smo imeli težave do marca, ne, in to je bilo grozno. Mislim, dokler nismo ujeli tega ritma, da smo pač se vsega tega zavedali in pravočasno poskrbeli za te stvari, ne. Tako da, Ja, samo to sliko, ki ste jo zdaj opisali, ljudje pogosto sploh ne vidijo, ne? Tako kot opisujete tudi v knjigi, v poglavju, torej mit o enostavnem zaslužku, pišete prav o tem, kako so velikokrat vam ljudje povedali, da se tako, da je videti, da vi pa zelo hitro in lahko zaslužite, ne? ja, Stopljete ja. tam v pesek, ne? Ga prodate in to je to, ne? Ampak v resnici ni vedno lahko, a ne? In v bistvu tukaj morate ustvarjati to dodano vrednost, a ne? O tem pišete v knjigi. Ne, ne, da ni vedno lahko, ampak ta del nikoli ni lahek, veste. Mm. Mi smo se v bistvu glede tega najbolj primerjali z panogo mlekarstva. Veste, kaj nekdo, ki se ukvarja z mlekom, se potrebuje veliko pašnikov, potrebuje Mm. krave, potrebuje štale, potrebuje neke molzne aparate in ogromno stroškov, da pride na konec do nekega cenenega izdelka, za katerega bi vsi nadaljni predelovalci želijo, da bi bil najboljši bi bilo, če bi bil zastonj, ne. Mm. Ampak res ogromno, to je muka in pri nas je enako. V bistvu mi smo rabili raziskave, zemljišča, vsa dovoljenja, infrastrukturo, ogromni stroški. Imeli smo 35% recimo smo imeli blata, ko smo ga pripeljali v separacijo in potem smo morali ga nazaj voziti, ko smo ga odseparirali in vse. In na koncu ta izdelek bi mogel biti najboljši, ko bi bil zastonj, ne, tako da. In potem recimo, če gledaš že stekleno volno, spustiš material čez eno 100-metrsko linijo in ti prinese naenkrat 15 ali kaj takega, ne. Tako da ja, če bi bilo to res, ne, bi bile vse države, ki imajo mineralne surovine, bi bile bogate, pa vemo, da ni, ne. Tudi tisti, Mm. ki imajo diamante, vidimo, da so to revne države, ne, v resnici. Ker izhaja pa to iz tega, ker je bilo, če se vrnemo nazaj, 50-100 let nazaj, je bilo v bistvu surovine naj bi bile čim bolj poceni, zato da bi se predelovalna industrija lahko razvila. In Mhm. predelovalna industrija se je razvila in surovine so postale poceni. Šele sedaj prihaja neko zavedanje, da so surovine omejene, da jih ni neskončno in da jih je treba čuvati, ne. In da je treba reciklirati, recimo, ne. Jaz se spomnim steklarne, s katero smo delali 70 tisoč ton, to je kar veliko materijala. In mi nikakor ni šlo v račun, zakaj njihova steklenica je tako težka, to se pravi, da je treba ogromno materijala porabiti, ampak seveda naš material je in v strukturi stekla predstavljal 2 %, ne, skoraj nič. Medtem ko Nemci, recimo, nemške steklarne so pa že imele pol lažje steklenice, ne. No in Mhm. danes, če gremo pogledat, je tudi to je steklarna Straža, na Sotli imajo tudi oni zelo predelovalnico recikliranega stekla, zelo urejeno, mislim, in je res, tudi njihove steklenice so danes mogoče celo lažje od nemških. Mm. Tako da, ja, ni to hitrem zaslužku, ne vem, mislim, to je hiter zaslužek, je, če dobiš na loteriji, ne. Sam To jaz je pa nisem zelo mogel nikoli redko. dobiti,
Jaz nisem mogel nikoli dobiti, ker nikoli nisem igral tega. Okay, zdaj pa, če pogledamo torej, na ta zaključek leta, ki tudi na nek način dejansko prinaša priložnost postavljanja novih temeljev, kako lahko posameznik ali podjetnik v recimo tem času naredi eno tako res iskreno, trezno analizo in se pripravi na leto, kjer ne bo več lovil torej teh hitrih zaslužkov, ampak bo gradil dejansko na potrpežljivosti, disciplini in tudi trajnosti. Kje se začne ta notranji premik? Ja, jaz mislim, da z dozorevanjem v bistvu, mislim, da to ne gre čez noč, ker to že prej, ko sem delal na razvoju, ne, se ti probaš različne modele. Ti vnaprej, seveda, prvi obdelaš teoretično na papirju in vse, in potem moraš poizkusiti v praksi tiste, kjer se ti zdijo, da so najbolj primerni za tvoje podjetje pač, ne. In ja, včasih se tudi zmotiš, ne, v bistvu. Misliš, da bo super, pa ni, ne. In potem s tem se zadeva pili, v nekaj letih prideš do zelo dobrega modela lahko. Recimo v našem podjetju je bilo to tako, da je januar, februar, marec je bilo zelo malo prometa in takrat so se delali remonti, kar je logično, ker ni proizvodnja to delala, ampak stroškovno je bilo pa to zelo zahtevno. V bistvu prihodkov malo, stroškov veliko in potem se je čakalo do konca junija ali pa celo še nekaj dlje, da bi se videli, kako sploh stojimo, ne. In seveda julij, avgust so glavni dopusti, ekipe so nepopolne, takrat ne boš nekaj naredil, to se pravi julij, avgust, tudi lahko pozabiš, da boš nekaj naredil, septembra grejo otroci v šolo in vse je velik dela s tem, ja, potem ostane še oktober, november, decembra je pa že konc, ker je zima. In je podjetje kar nekaj časa, ja, ni bilo, tudi takrat, kadar je imelo možnost narediti investicije, zaradi tega učinka ni naredilo, no. Potem smo se lotili tega bolj resno, smo načrtovali, tako kot smo se prej pogovarjala, da bi naprimer drugo leto štartali bolj zgodaj, recimo, ne. In smo, seveda, če ti dobro planiraš, če imaš tudi dobre odnose s kupci, da ti res dajo neke realne načrte in vse. Pri nas se je to kolikor toliko dalo, ker smo imeli zelo stare stranke, večina naših pomembnih kupcev je bilo, najstarejši kupec je od leta 1956, pa še vedno kupuje, ne. Ja. Potem pomeni, da lahko nekaj načrtuješ, razen v primerih, kot smo imeli, ko je bila Balkanska vojna, izguba trgov, to se ti vse poruši, ne. Ampak kadar pa zadeve kolikor toliko normalno tečejo, se pa da precej planirati. In potem, če smo vedeli, da bomo konec leta nekaj prodali in dobili, ustvarili nek dobiček, smo že rajši februarja, marca investirali, da smo porazdelili investicije, ker tudi vemo, da je, če imaš ti mi smo imeli vse separacije, pa to je v bistvu zunaj, sicer veliko tudi pokritega, veliko pa tudi nepokritega, si tudi odvisen od vremena, tako da smo upoštevali vse pač možne parametre, ki smo jih poznali, ne. Jaz sem rekel, da naš tehnični direktor je bil inženir Papež, on je poznal vremenske napovedi boljše od verjetno takratnih napovedovalcev vremena, ker je prečital in razne in je tudi vedel, odkot pride vreme k nam čez 2-3 dni, ne. Ker nam je vsak izpad, takrat, ko smo mogli res veliko delati, nas je bolel, ne. Na tak način se potem da to bolj narediti z neko umirjenostjo in tako naprej. Pa še to, ne, ko delaš plane, je dobro narediti, mislim, prvič je to, da moraš planirati realistično, ne. To je, jaz sem imel recimo enega, pač kot v lastnini nismo bili, tako kot je pač po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij bilo potrebno. In potem sem imel nadzornika, ki je rekel, da plan pač našponaš, po domače povedano, najbolj kot je možno in še dodaš 5%. Pa sem rekel, pa odkot jih pa dobiš, ja, se ni pomembno. Pomembno je, da se špona. Mislim, jaz sem se temu nasmejal, jaz sem teh idej sem slišal ogromno, recimo, sam nikoli nisem tega upošteval. Kaj, sam sebe boš zafrkaval, ne. Jaz sem vedno, če je bilo čas, ker moramo vedeti, tudi poročila, plani, vse se dela
v industriji je v bistvu vse pod pritiskom. Časovni pritisk je nemogoč in v bistvu nimaš veliko časa. Ampak če recimo se je ujelo dovolj časa, sem delal A pa B plan. Ne. Plan A je, mislim, plan B je maksimalno, plan A je minimalno. In potem sem vedel zelo hitro, mi smo imeli mesečne bilance, ker smo bili med prvimi podjetji, ko nam z tega vidika so bili te prvi lastniki v redu, so nam uvedli ekonomsko dodano vrednost in smo mesečno bilanco delali, ne, tako da je to prvič si vsak mesec vedel, kje si, in če si imel minimum, maksimum narejen plan, si vedel, če se znotraj tega sučeš, je v redu, si miren v bistvu, če pa ne, si pa moral razne rebalanse delati in tako naprej. Ne. Na tak način ne gre drugače. Veste, planiranje pa analiziranje, to je eno tako suhoparno delo, ampak je nujno potrebno. Ne? Mislim, če kdo misli, da je direktorsko delo resno delo, govorim, ne? Da je zanimivo, ni zanimivo. Ne? To je en kup sedenja, planiranja in tako naprej, in načrtovanja. Ne? In potem spet analiziranja, ali gre tako, ali ne gre tako, ali je treba spremeniti, ali je treba projekte ustaviti. To je pač sestavni del. Ne? Sej, vidite, sive lase pa to. Eni pri mojih letih jih nimajo, jaz sem jih pa zelo zgodaj dobil. Ja, to samo reflektira vašo modrost in izkušnje. Ne bomo šli globlje. Ja, seveda, to, kar ste zdaj opisali, je zelo pomembno tudi v kontekstu, da potem res čez leto v bistvu nekako imamo neko normalno življenje, ne, in delo usklajeno z delom, seveda, da potem v bistvu nas to osvobodi tega zunanjega časovnega pritiska, ki si ga umetno ustvarimo konec leta, ko mislimo, da bomo kar čudež doživeli, a ne, čez noč ali pa razsvetljenje in bo vse drugače. A ne. Tako da je treba poznati zelo dobro svojo panogo in v skladu s tem tudi načrtovati korake. Pa tudi škoda je tega konca leta, ne, ker je lahko zelo prijetno v bistvu. Ne. Če so stvari količkaj normalne, je to res en tak prijeten občutek. Malce tudi več vidiš z družino in z prijatelji in tako naprej in vse. Ne. Če si pa v paniki, pa vse to gre tako mimo, da sam dodaten stres, nič drugega. Ne. No, mogoče bo pa tema najnega naslednjega pogovora ravno to, kako zdaj postaviti zdrave temelje za naslednje leto, kateri so koraki, da potem naslednje leto tako lažje predihamo, a ne, in gremo skozi vse izzive, ki se nam pojavijo. Marcel, iskrena hvala za vse misli, ki ste jih danes delili. Upam, da bo ta pogovor v bistvu nekako spodbuda vsem, ki vstopamo zdaj v novo leto, z željo po stabilnosti, a ne, da se ne ujamemo torej v to iluzijo bližnjic, ampak da si damo dovoljenje za počasno in premišljeno rast.